Luka Gračnar, prvi nastop in takoj lahko bi rekli, da ste pokazali vse tisto, kar znate že pri 19 letih. Luka, kako ste podoživljali, ko vam je selektor dejal, da boste dobili priložnost in to Švedsko v polni dvorani na svojem prvem svetovnem prvenstvu? Ja, takoj sem si sam pri sebi rekel, pa je to ta priložnost zame in pač sem si dejal, da bom dal vse od sebe, ne glede na to, kaj se bo zgodilo in pač da bom poskušal to priložnost zgrabiti z objema rokama. Da imate ogromno znanja, se v hokejskem svetu že ve. Kaj je tisto, kar bi sami najbolj izpostavili? Neverjetna koncentracija, vsaj po mojem, za tako mladega fanta. Ja, ne vem, težko govorim o svojih, težko sam sebe ocenjujem, sploh pozitivne stvari, nekoliko lažje se sam pokritiziram. No, mislim, da je to drugi strokovnjaki, no, da bi me lažje ocenili golmanski. Potem pa se skritizirate? Ja, pri prvem zadetku bi sigurno lahko bolje posredoval. Strel ni bil močan, vendar pa sem nekako predvideval, ko so prišli švedski igralci 3-1 na nas, da nekako prvi sigurno ne bo streljal. Vendar pa Gabriel Landeskog je imel glavo gor in je pač videl mojo namero, me je prebral in pač ustrelil skozi noge in sem bil pač nemočen, še zmeraj pa bi lahko bolje posredoval. No. Pri drugem zadetku pa nekako nisem videl tretjega igralca, ki prihaja od zadaj in to je bilo mogoče ključno, saj mora golman vedno vedeti, kje so igralci na ledu. Luka, če pogledamo vse skupaj, nekateri pravijo, da boste delali veliko kariero, ampak vsaj za moj okus je zelo pomembno, da zares ostajate na svojih in realnih tleh. To je tudi odlika. Ja, definitivno. Tako kot sem že v enem prejšnjih intervjuju dejal, da pač veliko se dogaja, veliko se govori, piše. Jaz ne vem, jaz se s tem sam ne obremenjujem. Jaz samo pač delam po svojih najboljših močeh to, kar najboljše znam in se sploh ne obremenjujem. Danes tekma velikega naboja. Tudi selektor Švedske je povedal, da bi sicer morali oni igrati bolje, kot so igrali, ampak vsaj po mojem so se Švedi močno trudili. Tudi vi in vaši fantje pred vašim golom ste imeli ogromno dela in to je pač sestavni del na takih velikih tekmah. Tako, kot ste rekli, švedski trener je dejal, da niso igrali tako, kot bi morali, ampak v to smo jih prisilili mi. Z solidno obrambno igro pač nismo jim dopustili tistega zadetka v prvi tretjini, pa potem celo do skoraj polovice druge tretjine. In normalno je, da rata nervoza v njihovih vrstah, saj so pričakovali mogoče lažji boj proti nam, ampak mi se nismo dali do konca in jaz mislim, da je bil to ključ za njihovo slabšo igro. Če je kdo pomislil tam po prvih 2-3 tekmah, da slovenski branilci niso dobro pokrivali tistih ključnih trenutkov, da smo prišli do teh nesrečnih golov, ki nas v največji meri držijo na tem zadnjem mestu na lestvici, vsaj po mojem je danes vse delovalo dokaj dobro. Kako je z očmi tako mladega vratarja, kako ste vi lahko usmerjali starejše fante pred svojim golom? Ja, jaz mislim, da že prej je bila ta krivda neopravičeno na branilcih ali pa na komorkoli, kajti na igralcu na ledu je v momentu 5 igralcev in vsi morajo delovati kot celota. Če mogoče napadalec izpade ali pa kdorkoli, pa potem dobimo zadetek, pa mogoče branilec ali vratar izgleda bedasto, pa temu mogoče ni tako, saj je to posledica sekvenc že od prej, ki pa jih lahko vidijo samo, mislim, tisti, ki se na hokejski šport spoznajo. To zagotovo drži in samo še nekaj, morda malo izzivanja, ampak boste sploh še spustili slovenski gol drugima dvema? Ja, to je res provokativno vprašanje. Se bom raje vzdržal. Hvala lepa.